Pozdravljeni, z vami sem Minka. Danes se je začelo novo leto v kitajskem horoskopu in sicer leto ognjenega konja. No, saj veste, mene zanimajo energije in me zanimajo tako, kaj se dogaja. Zdaj pa pogledajte, lansko leto je bilo leto kače, ki se levi, ki v miru odlušči tisto, kar ji ne paše več, kar je čas, da odpade. No, zdaj pa prihaja tako razigrana energija, mogoče malo divja energija, glede na to, da je pač ogenj, ognjeni konj, in po drugi strani sam konj, se veste, predstavlja svobodo. Tako da, če vas je do zdaj življenje peljalo po nekih ustaljenih poteh, pa ste rekli, joj, tam me majčkeno tišči, pa tam me malo tišči, to leto zna biti zanimivo. In sploh zanimivo na področju odnosov. No, zdaj pa poglejmo najbolj ključne odnose. Najbolj pomislimo mogoče starši, partner. Ne. Ključni odnos je dejansko odnos sam s sabo. To je ključni odnos. In to leto bo prav pri tem odnosu do sebe, jaz verjamem, neizprosno. Ker vemo, da zadnja leta nas življenje tako lepo pelje po stopničkah, vse moje življenje gre v tej smeri, da dejansko je čas, da se postavim za sebe, da je čas, da postavim meje, da čas, da rečem ne. In mi seveda prinaša take in drugačne odnose, preko katerih se pač urim v tej veščini. No, in v glavnem, če vas tudi življenje vodi iz ene situacije v drugo situacijo, kjer se urite, kjer pridobivate mišice in kjer pač v bistvu, kjer je poligon za vašo dušo, pa za vaš duhovni napredek, no, to leto vas sigurno ne misli pustiti pri miru. Predvsem takrat, ko želite vse skupaj dati pod preprogo, pa reči, no, bomo malo še počakali, bomo malo še stisnili zobe, bomo še malo se delali, da je vse v redu. V tem letu to ne bo več na ta način. Tako da zdaj, če gledamo, kje se začne ljubezen do sebe. Prva zadeva, a spim, a dovolj spim, a poskrbim za to, da se res naspim. Mogoče zvečer sebe okužim s 1001 informacijo, ki buri moje možgane, ki mi vzbujajo stres. Zvečer poskrbim, da sem čim bolj v miru, zato da moj ritem lepo zdrsne v počitek, moje telo zdrsne v počitek. To je prva zadeva. Druga zadeva, dovolj pijem. Jem na vsake recimo 2 uri pa pol, da poskrbim za telo in ga nahranim. Je moje telo mogoče koš za odpadke? No, jaz vem, da sem se ujela ta koš za odpadke, ko so bile moje hčerke še manjše, pač ko so bile majhne, je bilo tako, hčerka ni pojedla, je bilo tako, mami, ne morem več, in jaz sem odprla usta in pojedla. In ja, potem sem se učila, da ne morem biti kanta za odpadke, ker sem tako, kot sem bila kanta za odpadke, zato ker otroci niso pojedali, sem bila tudi kanta za odpadke na čustvenem nivoju. Pač za vsakega, ki je imel izmed najbližjih, a veste, ki je rabil strelovod, sem bila seveda dosegljiva. No, in potem, ko se učimo v svojem življenju postavljati meje, ko vidimo, da nekdo nosi strele, mi lahko brez slabe vesti rečemo dovolj. Ali pa recimo, če vidimo, da se nekdo zaletava v steno, brez slabe vesti stopimo en korak nazaj in rečemo, pač izvoli, nadaljuj. Ljubezen do sebe, moj program, jaz bom skozi sebe lažje razlagala, moj program je bil, moram reševati nemočne ljudi. Se pravi, jaz sem ta, ki bom rešila vse, jaz sem rešiteljica, In seveda, glede na to, da bom zdaj reševala nemočne ljudi, pač to je vzorec moje duše, vzorec od doma, ker jaz bom reševala, tam, kjer grejo stvari narobe, bom že jaz rešila. In če je to vaš program, preverite z mišičnim testom, kaj se dogaja. Vi najdete službo, kjer boste reševali, kjer boste dali vso svojo energijo, kjer bo, ne vem, mogoče podjetje tonilo, pa boste dali vso energijo tam noter, zaradi tega, da boste splavali. Ali pa boste najdeli nekoga,
partnerski odnos, ki je partner na nek način ne odrasel, se pravi na stopnji nekega otroka, in zdaj ga boste vi pripeljali do tega, da bo postal odgovoren, da bo ne vem kaj še vse. Eno stvar. Mi v tem letu 2026, v letu ognjenega konja, ne moramo več reševati vse po spisku, ampak je vse povezano z našo osebno vibracijo. Se pravi, ko imam jaz dobro vibracijo, s to svojo vibracijo lahko vplivam na ljudi okrog sebe. Nikakor pa ne moram vplivati pač s tem, da tonem z njimi. Na ta način nikomur ne pomagam. Jaz se spomnim, ko sem videla, da enostavno ne zmorem več v mojem zakonu, takrat enostavno sem videla, da moram nekaj narediti za sebe. In vem, da mi je oče rekel, ja, in zdaj brez vsega odhajaš in kako boš? Jaz sem rekla, veš, lahko bi odšla v drugi. In tudi takrat odideš brez vsega. In tega pač zase ne želim živeti. No, zdaj pa naslednja stvar. Ljubezen do sebe je povezana tudi s tem, da jasno poiščeš točke, kjer poje tvoja duša. Da najdeš stvari, v čemer uživaš. Da najdeš tisto, kar rečeš, kako mi pa to všeč, to bom pa delala še več tega. In zdaj seveda, ker smo različni, nekateri ljudje se jim polnijo baterije, ko grejo na neke dogodke, kjer je množica ljudi, kjer padajo, ne vem, v koncert noter in se napolnijo baterije tam. Drugi ljudje nismo toliko za množice, se naše baterije pač polnijo takrat, ko gremo v gozd, pa objemamo drevesa. Ljudje smo različni, ampak poiščite tisto stvar, kjer se polnijo vaše baterije. Kaj je tisto? Kar vam veča energijo? Kaj potrebujete vsak dan, da lahko rečete, zdaj pa lahko diham? Ampak zame osebno je sigurno voda, gozd. Jaz rabim za to, da sem v ravnovesju, rabim več tišine, ne več hrupa. Zdaj ne vem, kakšni ste vi, ampak najdite tisto, kar polni vaše baterije. In naredite vsak dan nekaj v tej smeri, da se priključite na ta vir energije. Zakaj je tako pomembno? Tako kot telefon, ki ga itak vsak dan napolnimo, zaradi tega, ker kaj bomo pa delali, če bo spraznjena baterija, tako potrebujemo mi vsakodnevno polnjenje. No, eno je, da jemo hrano, da se celice napolnijo, ampak energetsko, da se napolnimo, poiščite način, kako se boste energetsko napolnili. Se pravi, spanje, narava, ne vem, voda, piti dovolj vode. Vse te stvari so zelo pomembne. No, zdaj pa enostavno, če gledamo naprej, leto ognjenega konja, kaj nas še nauči? Glede na to, da je konj, sam po sebi, jaz sama ga absolutno povezujem z svobodo. Mogoče taka ideja, poglejte risanko Spirit. Radoveden, divji konjiček, konj, gre pogledat, kaj se dogaja. In potem pride v en kup enih težav, ampak na koncu in ta njegov duh svobode zmaga. In to je v bistvu najbolj pomembno. Jaz verjamem, da vsak od nas ima tega spirita noter v sebi, ta duh svobode v sebi noter. In ko prideš do točke, ko veš, kaj te pomeni svoboda. Zdaj pa drugače ne morem iti kot to, ker svoboda, pa po drugi strani ujetost. Ujetost pa pomeni, da smo pogosto ujeti v družinske vzorce, v družinske drame, da smo pogosto ujeti v neko vzorec, ki se prenaša iz generacije v generacijo. No, in v okviru mojih tečajev itak učim, kako počistiti energijsko polje. In ko mi pogledamo vzorec naše družine, recimo, lahko je vzorec moje družine povezan s tem, da vsa čustva potlačim, jih dam pod preprogo, potem pa igramo žrtev. Lahko. In če je to vzorec vaše družine, pomeni, da se vi osvobajate iz občutka žrtve. Recimo, če je vzorec vaše družine povezan s tem, da se sekirate na zalogo,
da razmišljate, kaj bo, če ne bo, kaj se bo zgodilo, scenariji, vse možne scenarije. To je zasvojenost dramo. In če je to vaš vzorec, se učite presežiti, iti iz teh vzorcev, iz te kletke. Če je vaš vzorec povezan s strahom, in ne vem, no, sem z eno gospo govorila, ta gospa se je strah vklopil, ko se je začela korona. Strah glede tega, da se ni prav odločila, da se bo prav odločila, kaj bo, in izgube. Se pravi, če imate v vaši družini same izgube, pa da se od korone naprej vrstijo same izgube, mogoče se učite spustiti in dovolj, da pač se zgodi, kar je sama verjamem, da življenje daje vir Bog in da po drugi strani tudi življenje jemlje, da se življenje izteče takrat, ko je čas. Se pravi, nisem jaz odgovorna za nekaj, ker vemo, da obstajajo čudežne rešitve, da se lahko zgodijo čudežne rešitve takrat, ko verjamemo. In to je največja kletka, je vzorec družine in seveda še večja kletka je pa tisto, kar mi kot duša predelujemo, kaj je naš naslednji korak. No in zdaj, če tako gledamo, leto 2026 in leto ognjenega konja sigurno je povezan s premiki, s kurjenjem z vsega tistega, kar je že zastarelo, povezano je s tem, da ti da moč, pogum, da greš naprej, da narediš korak naprej, predvsem pa, da slediš svojemu ognju, svoji strasti, da dovoljš tej energiji, da naredi, da pač da je enostavno. Pej nazaj v življenje pa pomisli, kdaj je tvoja ta iskriva, igriva energija začela ugašati. Kdaj? To se pa ja ne spodobi. Zdaj si pa toliko stara, zdaj se boš pa tako obnašala, kaj ne vem. A veste, kdaj je začela ta naša iskra ugašati? In to je zelo pomembno, zato ker ko gremo tja, ko je naša iskra začela ugašati, takrat pridemo do tistega, da rečemo, zdaj pa jaz kličem nazaj svojo izgubljeno moč. V vseh smerih časa in prostora. Če sem jaz mojo moč podarila mami, sestri, če sem mojo moč podarila, razdelila med odnose in zdaj sem vsa nemočna, da ne govorimo o partnerjih. Spolni partnerji se priključijo na našo spolno energijo. Se pravi, ženska energija, sveta ženska energija, več ko imate teh spolnih partnerjev ali pa ste jih imele, bolj odteka vaša energija. In zato je tako pomembno, da naredite čiščenje maternice. Kako to zdaj naredite? Vzamete v roke knjigo, ko imajo duše žur, in tukaj noter imate meditacijo, molitev za dekodiranje, da dejansko pokličete nazaj vso svojo izgubljeno moč. Nikomur je ne morate, mislim, je brez veze, da jo dajete, zato ker jo vam potem zmanjkuje. Molitev in meditacija, to je za moje pojme eno in isto. Ampak gre se za to, da tako kot enkrat je moja hčerka razlagala o tem, da ona vidi tako naše življenje, to je Anja razlagala o tem, kot neka puzla, ki se vedno malo odškrtne, zaradi tega, da paše v neko sliko. In če se vam dogaja, da zmerom se majčkeno morate prilagoditi, da nekam pašete, pa se še majčkeno prilagodite, da nekam pašete, počasi zgubite ta občutek, kdo sploh jaz sem, kam pašem. In zato je tako pomembno, da gremo ta par korakov nazaj in da rečem, kje sem začela zgubljati energijo. In v vseh tistih odnosih, kjer sem zgubila energijo, jo poberem nazaj, v vseh odnosih, kjer sem še vedno v jezi, v zameri, blagoslovim te čustvene učitelje in se enostavno rečem, v redu je, hvala za izkušnjo, hvala za lekcijo in zdaj pa gremo naprej. In zdaj pa gremo naprej. No in dajmo pogledati, kam gremo naprej. Karte prehoda novo dobo, se pravi danes, ko je začetek kitajskega novega leta. Da vidimo. Dajte napisati, zdaj, če niste za novo leto, naše novo leto napisati, cilje za to leto, kaj si vi želite, da se v tem letu zgodi.
in ne izsiljevati dogodkov. Dovolite, da vesolje poskrbi za to, da pride to v vaše življenje. Ker odgovore najdete v tišini svojega srca. Bog pozna vse odgovore. Vaš notranji glas pozna vse odgovore. In tisto, ko poslušaš svojo intuicijo, kaj je moj naslednji korak, kaj naj naredim, in ko ti en glas govori, nared to, poklič, naredite to. To je glas vaše duše. Zdaj prišla je še karta čiščenje preteklosti. Osvobajam se starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim namenom. Uporabljajte zdravilno molitev dekodiranja. Stvarnik, če je v skladu z Božjimi zakoni ljubezni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z neko težavo, z vzorcem, s čustvovanjem. Recimo, ker je vedno zadaj čustvo zataknjeno. Recimo, tudi če imaš fizično bolečino, če te bolijo sklepi, pomeni, da se oklepaš varnosti. Če te bolijo kolena, ne moreš narediti korak naprej, ne moreš mogoče prestopiti neke ovire, se nekje vedno znova padaš na nečem. Če imaš težave s ščitnico, se pravi, da težko izražaš svojo resnico, te je strah avtoritet, te je strah govoriti o tem, kaj ti čutiš, ker se bojiš mogoče, da bo nekdo, ki je avtoriteta, povzdignil glas nad tabo. Če imaš težave z očmi, mogoče ne želiš videti resnice, ker te je preveč strah izgube. Če imaš težave s križem, s hrbtenico, mogoče povezano to s strahom glede preživetja, kako bom pa sama, ne zmorem sama, ne bom preživela, moram se zmanjšati, moram se prilagoditi. In če je naloga tvoje duše, da se v tem življenju osvobaja, te ne bo pustila pri miru, nič več. Ne morete pustiti pri miru, ker telo je zemljevid naših čustev in potem rečemo, zakaj meni ves čas šumi v desnem ušesu? Zato, ker ne sliši svoje ženske plati, ne sliši svojega srca, ne sliši svojih čustev. Toliko si razštelana, toliko si v glavi, da si mogoče tako kot ena ribica, ki bega, tako. In samo še rešuješ, ker si tako močno prestrašena. In vem, da je težko, ker ta ribica v nas se mora najprej umiriti. Jaz res obožujem risanke, Disneyjeve risanke imajo tako sporočilo. Poglejte Nemo, ta oče, ki rešuje. Pač neverjeten je. Cel zmiš, da ne govorimo o ribici Dorija, ne? Ravno tako. Ali pa recimo, kako je že, Krudovi naslov ene risanke. Ravno tako, ledena doba oziroma praljudje, ko so reševali svojo kožo. Pač to so ful dobre risanke, ki ti pokažejo dejansko sporočilo. Ali pa recimo, Vrvež v moji glavi. Kako otrok, ki se rodi in potem naenkrat pride jeza. Jeza, strah in potem tista ljubezen, potem se borijo za prevlado in na koncu prevzame v puberteti kontrolo nad vsem, panika. In kaj se pol dogaja? Vrvežu v naši glavi. Res dobra sporočila. In zdaj, če mi razumemo, da so čustva tista, čustva, ki jih je potrebno razumeti, ker čustva so smerokaz, kam gre naše življenje. Je tako kot radost, radost je pa zvezda severnica. Tisto, ko vedno najdeš pot, kompas, ki je, najdeš pot, če slediš svoji radosti. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. No in zdravilni žarek. Zdravilni žarek teče skozi moje telo. Jaz sem bitje luči. Vsi smo bitja luči. Znate, mislim, da je nekdo bolj, nekdo manj. In potem vranična čakra in mir in sončna energija in spet radost. Moj svet je miren, sebi dovoljujem, da občutim mir. In to je odločitev. No, se pravi, zdaj, če povzamemo, to leto nas vodi v to, da karkoli se dogaja,
Cilj je, da občutimo več miru. In to je naša zvezda Severnica in to je tisto, kamor temu sledimo. In vse tisto, kar nam povzroča nemir, odnosi, ki nas izčrpavajo. Če nekam gremo, pa smo potem tako utrujeni, da smo utrujeni od tega, da smo utrujeni, je samo pokazatelj. Mogoče ta družba ni za tebe. V redu je. Najdi si drugo jato, kjer je več miru. Pač tako preprosto. Dajmo naprej še pogledati. Da vidimo. Za to leto ognjenega konja, stvarstvo, kaj sporočaš teli dušici, kaj je prav, da ve, da v zavesti, kaj je tisto, kar je res pomembno zanjo. Tale karta. Danes sem se pogovarjala z eno gospo o bršljanu. In pač, če greste v naravo, veste, kako izgleda bršljana, ne? Ker sploh tukaj na Primorskem je bršljana ogromno in vemo, da bršljan je zajedavec. In ko grem recimo na sprehod, ko so ti mogočni hrasti, bršljan raste po hrastu in se zažre noter v ljubje in recimo takole gledam skozi okno, en hrast, ki je v bistvu samo deblo še od hrasta in čisto se je razrasel bršljan. In glejte, če imate kakšen odnos, ki pleza po vas, ki pleza po vašem deblu, ki se bohoti na vašem deblu, ki je ves krasen bršljan in je zastrl že vašo krošnjo in sploh več ne vidi, kdo vi ste. Glejte, bršljan je vedno zajedavec. In če imate kakšen tak odnos v svojem življenju, no in prav to sem govorila z eno gospo, dejansko odnos, ki pleza po tebi, te zaduši, bršljan te zaduši. Gre se pa za to. Partnerstvo je vedno povezano s tem, da sva lahko dve osebi skupaj imava isto podrast, črpava energijo in skupaj vsaka svojo krošnjo. Vsak ima svojo krošnjo. In tako bi mogla biti vsa partnerstva. Vsak gradi svoj steber in bohoti in razcveti in ozeleni svojo krošnjo. In vi točno veste, če zdaj govorimo o vašem bršljanu, ali pa če ste vi mogoče bršljan, da plezate po nekom in vidite, da brez njega, brez nje ne morete živeti. Gre se za to, da najdeš na nekem področju, kaj tebe osrečuje. Kaj tebe osrečuje, kaj je tvoja strast. In da zasadiš to malo drevo, ga zalivaš in da pač ozeleni tvoja krošnja. Kakor si v soodvisnem odnosu, ne moreš cveteti, ne moreš priti do svojega potenciala. Zanimivo, glejte, spet zgoraj in spodaj, pretekla življenja. To je tako kot ena ura in zanimivo, tukaj sta dva kuščarja, kot neka čuvaja, kot neka skrita zadeva. In ja, vsi predelujemo pretekla življenja. Jaz res verjamem v to. Zdaj vi, če ne verjamete v to, rečete pač, ok, nekaj se res dogaja, ampak res verjamem v to, da v življenju srečamo vsakega človeka z namenom in da pogosto srečamo ljudi, ki nam nosijo lekcijo. In zdaj prav to, glejte, katera karta je sama ven padla, uspeh. Ta ne jaha konja, ampak tigra. To pomeni proslavljanje tega, kar vi delate korake. Če boste v tem letu upali delati korake, vsaj na enem področju za sebe, ne govorim na vseh, na enem področju za sebe boste videli, kakšen uspeh boste želi konec leta oziroma čez eno leto. Samo dovolite si na enem področju slediti svoji strasti. In nova vizija iz Strelice. Tukaj od spodaj, če pozorno pogledate, vidite človeka, ki je popolnoma izžet na vseh štirih. In potem se ven izstreli nova vizija, se pravi, nekako stopi na tega človeka, ki je izžet
in se naredi nek nov cikl, nov razcvet. Tako, kad recimo pomlad, ko pride, ne? Jaz zdaj s tem kitajskim novim letom res čutim, da se je začela nekako pomlad. Zdaj je tudi pustni torek, vemo, da pust preganja zimo in se že čuti v zraku pomlad. Tako da, a ne, že prihaja nova energija in zdaj se je res že začel nov cikl. In na katerem področju si tole? Se boriš, se oklepaš, imaš oklepe, moraš biti, ne, življenje je borba, življenje ni potica, življenje treba stisniti zobe, bomo borbali, bomo garbali in tako naprej. Joj, a ni naporen, če moraš to delati vsak dan? Da borbaš, garbaš, življenje ni potica. Zanimiv reka, ne? Ja, ampak lahko pa narediš svojo pico, če že nimaš potico, pač narediš pico ali pa karkoli. Pač narediš nekaj, kar je tebi dobro, kar je užitno, naredi svojega življenja tisto, da lahko rečeš, ja, všeč mi je. In še enkrat, glejte to, preboj, nova vizija in preboj. Pač tako, juhej, kje je tvoja strast? Ognjeni konj te vodi do tvoje strasti. Kje je tvoja strast? Evo, pogledam naprej, tale sama kuka ven. Aha, zdaj pa tale strast. A ne, zdaj tudi, da nastane otrok, je kar precej strasti, pol je pa treba počakati, da se rodi. No in zadnjič sem poslušala en podcast in je bilo govora o tem, ko se otrok rojeva in želi v vesolje dati krasno darilo, in zdaj dame, ko ste rojevale, dobro veste, kako izgledajo popadki. Dobro, hvala Bogu, pozabimo, ne? Ampak dejstvo je, da proti koncu poroda enostavno se prepustiš tem valovom, tem popadkom in enostavno dovoljuješ, da deluje kemija skozi tebe. Enostavno se ne moreš več niti upirati, ker samo počakaš in spet sodeluješ z naslednjim valom, ki pride. In če se to zdaj v vašem življenju dogaja, življenje vam želi prinesti veliko količino novih daril. Če vas zdaj poriva skozi porodni kanal, ker ravno tako, ne, otrok, ki se rojeva, ko gre skozi porodni kanal, vsak ta krč, ki ga porine naprej, je potreben za njegov napredek. Glih tako kot metulj, če mu odpreš kokon, se ne more razviti. Potrebuje svoj čas. Ne, ta gosenica, ki razpade, nastane juha celic in potem se preoblikuje v metulja in poleti metulj. Se pravi, ne, nastane nekaj novega. In vsakič, ko mi gremo skozi tako transformacijo, nastaja nekaj novega. In ta nova, jaz nova ti, jaz sem prepričana, da ima vsak od nas nek namen tukaj v življenju in da vsak od nas svojo energijo dodaja vrednost svetu. Vsak. Zdaj pa poglej, kaj si sanjala, ko si bila stara 5 let, ko bom velika, bom. Mislim, da sem hotela biti zdravnica, zanimivo. Ko bom velika, bom zdravnica. Nič od tega nisem, ne? Nisem doštudirala, nisem niti šla na zdravstveno šolo, nič od tega. Ampak danes pa vem, da čeprav sem pristala na strojni šoli, danes popravljam in pomagam popravljati ljudi. Pomagam ljudem, da razbremenijo dušo. A ni to lepo? Se pravi, ne popravljam strojev, ampak dodajam vrednost ljudem. No, tako čutim. Zdaj jaz upam, da vam vse mečkam pomagam na vaši poti. Dajmo zdaj še naprej pogledati. Se pravi, zdaj smo, pa še Valentinovo je bilo, dan ljubezni, ne? Dan ljubezni. Veste, moj starata se je rodil na Valentinovo in je tudi umrl na Valentinovo. Star 72 let. Ampak se ga ne spominjam kot neko ljubečo energijo, ampak tak trd. Zdaj mogoče, če pomislim, moji predniki, ne, to je tudi en od mojih prednikov, kakorkoli sem tako hvaležna za vse prednike, ker vem, da točno to oblikuje mene.
In da vse te zgodbe, ki sem jih poslušala, kaj se je dogajalo z mojimi predniki, pomagajo pri tem, da lažje razumem življenje in da lažje razumem, da v vsaki družini obstaja kakšna stvar, ki je skrita, o kateri se ne govori, ki je mogoče še kaj sramu zraven, v vsaki družini je kaj takega. Ampak dejstvo je, da ko upate pogledati to tisto, kar je skrito, ste videli. In rečeš, v redu je, in če to daš, obliž sočutja, takrat se začne spreminjati tudi tvoja energija. Dajmo pogledati naprej. Tako je, kot je. Nič ne moreš spremeniti. Tukaj je prišla karta, pač ta obešenec, se pravi, je tako, kot mora biti ta trenutek. Kjer si, tako kot mora biti. Tam, kjer mora biti tvoja duša. Za tvoj duhovni napredek. Če ta trenutek imaš občutek, da ne vidiš naprej, da mogoče rešuješ na enem, drugem, tretjem, četrtem, petem koncu, niso brezupne zadeve, ampak je povezan s tem, da ti sprejmeš moč pa odločitev v svoje roke in enostavno si dovolj videti za začetek resnico. Snameš navidezno prevezo in rečeš, ok, poglejmo, kaj se je dogajalo v moji družini. Eno generacijo nazaj, 2 generaciji nazaj in možla najprej počistiti te vzorce, po katerih delujejo moji, pač po katerim delujem jaz in moji sorodniki. In to pomeni, da te bo pripeljalo to kolo sreče. Se pravi, ko boš upala pogledati tisto, kar je skrito pod preprogo, sramotno, ko greš pogledat bolezni tvoje družine, pa rečeš, v naši družini imamo, ne vem, mogoče demenco. Kaj pa pomeni demenca? Demenca pomeni beg pred resnico. V naši družini imamo pa mogoče psihične težave. In zdaj o tem ne govorimo. Kaj pa to pomeni, če ima nekdo psihične težave? Pomeni, teža preteklosti je prevelika, da bi jo fizično lahko ta trenutek nosili. In zato začnemo delati zdravilno molitev dekodiranja, en program čistimo, da se počasi začne razbremenjevati energijsko polje. Če je v vaši družini, ne vem, alkoholizem, tisto, kar ne govorite, čas je, da enostavno pogledate resnici v oči, jasno spregovorite, ker to je zdaj začetek komunikacije. Jasno spregovorite o svojih čustvih. Jasno poveste, kaj vi občutite. Ne kaj drugi, pa koga boste rešili, pa komu boste odnesli rit ali pa karkoli. Pogledate sebično sebe in v tej situaciji se jaz počutam na ta in ta način. In ja, mogoče se učite to, da nehate sebe postavljati na zadnje mesto, ampak se končno postavite na prvo mesto. Ker, zdaj pa pogledajte to. Ker obvladaš elemente, ker razumeš, stvari so se poklopile. In ti lahko postaneš ta čarodejka ali pa upraviteljica svojega življenja skozi to, da razumeš, da vse lahko dosežeš, da imaš moč v sebi. Ko daješ moč drugim v roke, pa je mama taka, pa moram zanjo poskrbeti, pa je partner tak, pa zanj ga moram poskrbeti, ja, pa je, ne vem, vse kaj. Ko ti vzameš nazaj svojo moč, takrat postaneš čarodejka, maginja, magično privlačna za vse tisto, kar ti želiš v tvojem življenju. Postavi se na prvo mesto. In ja, prihajajo nekaj zanimive spremembe v tvoje življenje, hitre, kar je prav. In mogoče boš dobila več projektov, pa rečeš, kaj pa če bi to ali pa to, to ali pa to, joj, se bi to, ampak tam. Ne. Umir se, da boš jasno vedela, kje je več tvoje strasti, radosti, kje je več notranjega mira in sledi temu in govori o tem in mogoče najdi si strokovno pomoč in tam govori o tem in potem
Ja, nehaj sanjati o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, pa bi bilo fino, če bi bilo, ke bi drug to naredil, pa to, ke bi jaz imela več korajže, ke bi. Ne, dosti je bilo tega sanjanja. Ognjeni konj pomeni jasnost, odločnost. Govori o tem, da govoriš svojo resnico. Govori, te sili ali pa te želi spodbuditi k temu, da je jasno izražanje. Nič več, ja, pa bom še bolj pridna, pa se bom še bolj skrila, pa še bolj zmanjšala, pa bojo pa vsi srečni. Ne gre več na ta način. Mi bi lahko tako srečno živeli, veš, kako bi bilo pa pri nas lepo, če bi. Pa ni, nehaj sanjati, če bi bilo, ne. Poglej dejstva, taka so, kot so, in taka dejstva sprejmi, in zdaj poglej, kako boš od tukaj naprej reševala, ne vse po spisku, ampak najprej sebe. Sebi nadeneš masko, za sebe nahraniš, zato, da boš lahko popeljala stvari naprej. Veste, tale slika, ki je za mano, je nastala, naslov te slike je Prehod. Tudi osvoboditev. Ta slika je res prehod. Ko te v bistvu na nek način posrka v temo, ampak na drugi strani je svet popolnoma drug, lepši. Zdaj, če se bojite teme, če se bojite sprememb, če se bojite, da se nekaj dogaja, ja, boste vse naredili, da se držite česarkoli, samo da občutite varnost. A ne, to je korenska čakra. Ja, stvari so pripravljene. Konec je časa puščavnika. Čas je, da vas popelje življenje naprej. Zanimivo, ne? Dajmo še ta zadnjo. Ja, in tukaj je partnerstvo. Neko partnerstvo vas čaka, lepo partnerstvo vas čaka. Ne moram reči, na katerem področju, na tistem področju, ki ga manifestirate. V vsakem primeru pa do tega, kar vi želite, pa naj bo to na poslovnem področju, naj bo to na osebnem področju, naj bo to zdravje, ni pomembno, je vse povezano, kje je vaša strast. Strast je vaša zvezda severnica. In ta vaša zvezda severnica, ker to je vaše, v čem uživate, ko pozabite na čas, to delajte. To delajte, naredite to in boste videli, kako se bo vaše življenje čudežno spremenilo. Tako da, malo dolg je nastal tale video, ampak v vsakem primeru, glejte, tako, to je šlo skozi. Uživajte in se vidimo v naslednjem videu, v vsakem primeru pa zaupajte, da imate okrog sebe angele, vodnike, da stvarstvo, vaša duša vam želijo dati mnogo večja darila, kot si jih vi sploh lahko zamislite. Vesolje, življenje, Bog, ni važno, kako imenujemo, to silo ima pripravljena darila za vas. Izklopite vklopite srce, sledite temu, kar povečuje občutek notranjega miru, kar povečuje občutek navdušenja, boste videli, sigurno pridete tja, kamor želi priti vaša duša. Sigurno. Bolj ko vklopljate pa preračunljivost, pa boste še to pa to naredili, težje bo šlo. To je tako kot zavora. Vklopite srce in mu sledite, ker strast in srce gresta z roko v roki. Tako da uživajte in ja, sledite svoji strasti.